Motnje hranjenja, anoreksija, bulimija in prenajedanje sodijo med psihiatrične bolezni z najvišjo smrtnostjo. In kljub temu jih pogosto še vedno razumemo precej površno. Ne nastanejo zaradi ene same stvari. V ozadju je preplet različnih dejavnikov, zato to ni odločitev posameznika, ampak bolezen, ki ne vpliva le na prehranjevanje, ampak ki postopoma začne oblikovati, kako človek razmišlja in deluje. Danes z mano sedita mama in hči, ki sta to strmo pot prehodili skupaj. In danes jo delita naprej, z namenom pomagati tistim, ki so v podobni situaciji. Urša in Nina, lepo dobrodošli. Hvala. Hvala za povabilce. Z veseljem. Mislim, tako pogumni mlado žensko in odraslo žensko, Urša, da ne bom leto menjala, ne? Hvala. Ne srečaš vsak dan in res sem vesela, da ste se odločili, da danes delita z mano in z vsemi ostalimi, ki bodo poslušali vajino sporočilo tukaj. Ja, hvala tebi, da se nam je dala to priložnost. No. Začnimo odkrito. Velika večina ljudi meni, da so težave, ki sem jih omenjala na začetku, da so motnje hranjenja v bistvu težava s hrano ali pa voljo. Pa me zanima, kaj v resnici pomeni živeti s tako boleznijo? Pa v bistvu tako zelo veliko ljudi res misli, da je to neka želja po tem, da pač hočeš biti suh ali pa tako, in v bistvu, da je res samo hrana tista, kar je dejansko problem. Ampak v bistvu živeti s tem je tako, ful težko se mi zdi, da bi se nekdo dejansko predstavljal. Jaz velikokrat kdaj, ko sem bila tako hudi stiski, si rečem, če bi nekdo imel za en dan, da bi bil v nekem mojem dnevu, jaz ne vem, mislim, res težko preživiš kdaj. In je tako, dejansko je okupacija stalno s hrano, to je res, ampak bolj zaradi tega, ker hočeš se nekako izogibati nečemu drugmu. In je pač res hrana ta fokus. In po mojem tudi zaradi tega ljudje mislijo, da je dejanski problem s hrano. Ker ti naven vedno kažeš, da je hrana problem, ampak je to sam pač res nekaj, v kar se zatečeš, tako bom rekla. Živeti s tem blazno težko, tako čisto po pravici. Verjetno ne samo zate, tudi za svojce, za starše, za sestro. Ja, dejansko v bistvu je problema, ker nisi sam v tem. In res je, da se ti spopada sam s tem, in imaš neke notranje bitke, ampak dejansko je bitka tudi v bistvu z ljudmi, ki so ob tebi. Gre za to, da ti si praktično se spremeniš, večinoma se ljudje bolj zatečejo vase, težko razlagaš tudi, kako se počutiš, ker prvič sam ne veš, po drugi strani pa tudi se mi zdi, da noben njih ne razume, če ni v tem dejansko. In potem je, zelo močne morajo biti vsi, se mi zdi, da je zelo veliko nekega nerazumevanja z ene in iz druge strani. Kaj pa je najpogostejša zmota, recimo, ki jo ljudje, ki so se srečevali v bistvu s tem? Da oseba nima discipline, zdaj, če govorimo predvsem o nekem prenajedanju ali pa bulimiji, da pač nima discipline, ker pri njih je vse neka normalna oziroma malo povišena telesna masa in misliš, pa sej, bi že shujčil, če bi hotel, ampak tukaj ne gre za hujšanje, tukaj ne gre za zgubo telesne mase, to sploh ni, medtem ko pri anoreksiji predvsem, je pa nekaj, pa ta hoče biti suha, Mislim, jaz nikoli nisem imela težave, da sem bila močna, tudi v mladosti preden sem imela bolezen in meni to sploh ni bilo važno. Res je, da jaz sem sama sebe videla potem, ko debelejša pa to, ker imaš to motnjo svoje predstave, ampak tukaj ne gre za nek fides. Vsi se mi zdi, da je to največja zmota, da v bistvu je ta
ja, pa hočeš biti suh, ali pa hočeš biti lepši, ali pa si palen, ne, nimaš, če bi hotel, bi lahko se pozdravil, ne. Pač tukaj ne gre za neko voljo. Stara si bila 14 let, ko si zbolela. Ja, tam pa 14-15, no. Si sploh vedela, kaj se s tabo dogaja, oziroma kako si se zavedla, da nekaj pa najverjetneje ni običajno tako, če pogledaš svoje, ne vem, sošolke, prijateljice. Mislim, iskreno, ker si v tem se niti ne zavedaš, da je nekaj narobe. Pri nas v bistvu se mi zdi tako, da če mami ne bi tako vztrajala, zdaj pa pojmo zdravniku, a ne, pa jaz bi še vztrajala. Ker tudi takrat jaz se sebe nisem videla, da sem tako suhcana oziroma da sem pač podhranjena, nisem videla, da je kaj s tem narobe. Mislim, bilo mi je jasno, ne, da sem zmatrana, tudi v bistvu sem imela tudi vidne pač modrice in to, ne, kar malo mogoče slutaš, ok, nekaj je čudano, ne. In pa predvsem to, ne, da mi je bilo tako res ta stres, ta hrana, pa kako bom jaz skrivala, da kao jem, pa v bistvu ne jem, ne. Bolj to, ampak da bi vedela takrat, da je dejansko nekaj narobe. Pa ne, nisem. Ne, meni se zdi, da to delam za nek cilj in to je to. Se je toliko pet o tem, se mi zdi, no. Še mami vprašam, pa tudi tebe seveda, Nina, potem, kaj vama je dal pogum, da danes govorite o tem? Ker za vama je kar 10 let že, a ne? Ja. Tega boja. V bistvu bolj meni osebno ali pa nam osebno, da nisi v tem sama, ne? Da se še vsem zelo premalo o tem govori. V prvi vrsti psoja zelo velika, ne? Psuje se sam kot starš najprej, potem je to nek znotraj familije, širše familije in pa zunanje okolice, ne? In nekako shendlati s tem obsojanjem včasih kar težko, ne? Vsak vse ve, pa v bistvu nič ne ve, a ne? In gre samo za to, da jaz pač v tej bolezni, v tem času smo bili veliko sami, zelo ne dobiš neke skripte, pa rečeš, evo, tole bo tako, a ne, si pri vsakem gre drugače, ampak neko oporo, nek pogovor, deliti zgodbo, da v bistvu ne obupa, da je težko, ampak že to, da probaš poskušati biti tam, je tej osebi motnje hranjenja zelo pomembno, ne. Čeprav bi včasih najraje zbežal, ne, pa si rečeš, ne gre več, ampak vedno najdeš neko to moč, ne. Tako da gre za to, da ja, predvsem, da bi se veliko več o tem govorili in brez obsojanja, ne. Kaj to pomeni obsojanje družbe oziroma družine? Zelo veliko je bilo obsojanja, kako ne vidiš, nič ne narediš, se ne ukvarja z otrokom, te ni doma, nimaš časa, a ne, tako da zelo veliko je bilo tazga obsojanja, pa noče jesti, pa nisi tam, ne, tako da, ja, veliko tazga obsojanja, ne. Že sam se v bistvu obsojaš, kje si ga fulal, ne, kot starš, kaj si narobe naredil, kje si narobe naredil, kar dolg časa se obsoja sama, ne. Tako da, kar res pride do neke točke, rečeš, ok, ne, tako je bilo. Glejmo naprej. Ja, gremo naprej. Nihče ni z nekim z namenom ga fulal, kaj pripomnil, ne, pa gre, kako si ta oseba te stvari vzame, ne. Ljudje smo si različni, se težko spopadamo na različne načine, ampak ja, je pa težko, no. Nina, kaj pa je tebi dalo pogum, da danes tako pogumno in odprto govoriš o tem, ker slišala sem, mami pravi, da je bilo veliko nekega obsojanja, sklepam, da je bil zraven seveda potem tudi sram. Ja, absolutno, mislim, predvsem to, meni je bilo ful težko govoriti, no, na začetku res, v bistvu se, če bom iskrena, še zdaj povem, določenim ljudem niti nočem povedati, oziroma nekako skrivam to, a ne. Do neke mere seveda lahko skrivaš, do neke mere je pač tudi videz, kaj te kdaj izda, a ne, in pa pač tudi čustva potem, ampak predvsem to mogoče,
bolj iz strani njih, no, se mi zdi, da tako osebe, ki imajo motnje hranjenja, še dobijo neko podporo, a ne. Premalo, a ne, ampak vseeno so neke bolnice, so zdravniki, a ne, vseeno nekoga imaš, no, tudi večinoma pač se priporoča seveda psihiater, psihoterapevt, in to nekako pač vse neka podpora je. Ampak strani teh, ki pa so s tabo, no, se mi zdi pa, da je ful premalo podpora. Ne? Mislim, lahko ti neko terapijo greš, ampak seveda je plačljiva. To ni vsem dostopna. Se mi zdi pa zelo pomemben vidik, no, ker se mi zdi, da tako, kakor oni dobijo občutek, da so krivi, pa to, ti to čutiš. No? In meni je to tako še eno dodatno breme, si daš, ojoja, ne, pač jaz nisem hotel zdaj tega njim povzročiti. Ne? Kako zdaj njim povedati, pač ne, niste vi krivi, ne. Ker pa seveda po eni strani nekaj izhaja tudi iz družine, ne? Tako kot si rekla prej, pač so nekaj večjih vzrokov je in seveda en je tudi družina, ne? Ampak to ne pomeni, da so oni nekaj krivi, da so prav oni to z namenom, ne? In v bistvu predvsem iz tega vidika, no? Ker vem, da kdaj sem pogledala, to je bilo res težko. Pa če sem se prvi mesec, na primer, samo kričala, ful nisem znala izražati, ne vem, žalost ali pa kaj, in je bilo dejansko vse skozi kričanje in je bilo težko, ne. In jaz zdaj rečem, če bi bila jaz na njihovem vidiku, mislim, jaz ne vem, kako bi šla čez to, ne. Da bi, na primer, nekdo drug bil v vlogi, pa bila jaz vloga te podpore, ne. In iz tega razloga se mi je zdelo tako, ja, da rabijo tudi tisti, ki so zraven, predvsem zelo veliko podporo, ker zelo veliko pripomorajo, če so v oporu tistu, ki ima motnje hranjenja. Ne? Ampak zato, da so lahko v oporu, rabijo tudi oni ful veliko podporo, ker je dejansko iz obeh strani ful težko. No? Res je. Brala sem, da so raziskave pokazale, da dejansko opora družine že, se pravi, temu, ki se bojuje s to boleznijo, izjemno pomaga. Nikjer pa nisem zasledila, kako pomembno je, da imajo tudi svojci oporo. Ja, se mi zdi, da je to pred samoumevno, no? Da se nam zdi, pač oni morajo biti močni. Samo to so stvari, ki jih pač ne poznamo, a ne? Ne glede na to, tako, kot smo rekli, pač čisto drugače. Imam jaz ali ima pač neka druga punca, a ne, dinamika družine se spremeni, pač vse se spremeni. No? Se mi zdi, da se ne zavedamo, da se to res obrne se na glavo sveta, ne, v tistem času. Nina, kako se je tvoja zgodba sploh začela? Ja, v bistvu tako, nekaj se spomnim, a ne, seveda drugo pa se mi zdi, da je del, ki je pa nekak spomin, kar nekako noče, a ne, ta zavest spustiči do te točke, sicer sem se sprijaznila, mogoče sploh ne rabim točno vedeti, kje je bil začetek, ampak se je pa začel že zelo zgodaj, no, jaz sem, kakor sem bila ful živ otrok in taka, da noben ne bi mislil, no, da bom prišla do te točke, da bi imela kakršnokoli takšno motnjo, nisem kazala, sem bila vedno nasmejana, pa nisem bila nikoli samozavestna, no. Tudi v bistvu jaz imam disleksijo, motnje koncentracije in se mi zdi, da je to tudi dosti prispevalo pri tem, da se nisem počutila nekako dovolj pametno, dovolj sposobno. Kljub temu, da jaz ful tega nisem kazala, no, mi je bilo tudi v osnovni šoli, se spomnim, kakšne take, sam da sem se čemu izogibala, ampak sem vedno to na nek zabaven način obrnila, ne. Tudi, ne vem, slabše ocene sem imela, pa sem bila pa tako, pa se ne učim, ne, čeprav sem se zelo veliko učila, ampak mi je bilo to tako, ne, neka skozi potrditev, da sem pa malo glupa, pa malo neumna, ne, pa tako, se mi zdi, da to predvsem, no, je zelo, da sem imela tako slabo samopodobo, samozavest. Tudi potem v bistvu glede videza nisem bila zadovoljna, kljub temu, da je bilo zelo veliko fantov, ko sem jim bila všeč, ali pa vsi so rekli, kako sem lepa, ampak enostavno meni to ni, pač to jaz nisem, ne. Tudi veliko sem imela prijateljev in ni bilo ta družba, ta problem, nesprejetost ali pa kaj, ampak se mi zdi, da bolj nesprejetost si sama sebe, a ne, stalno neko primerjanje z nekom, tako, no, tako bolj to, tukaj se je nekako začelo vse. Ampak najbrž takrat nisi videla vsega tega vseb, kar veš zdaj, ne? To so ti prinesla leta terapije.
V bistvu, ja, predvsem leta terapije. Jaz sem čutila, da sem nezadovoljna. Jaz sem pač vedela, da moram to nekako skrivati. Ampak ja, nisem se zavedala, da isto skrivam. Zakaj sem jaz skozi dobre volje? Sem dobre volje, ker sem tak otrok. Ampak tudi, da je nekdo skozi nasmejan, pa to pomeni, da je nekaj tako. Začel se je pa zelo velik en tak razpon, ali tako bom rekla. Ena točka je bila tudi prehod iz osnovne šole v srednjo šolo pri meni in tudi takrat sem jaz bolela. Prvi letnik gimnazije. Je bilo v bistvu predvsem zaradi tega, ker jaz se takrat z družino res nisem počutila tako povezano. Jaz sem tudi bila otrok, ker sem bila in med vikendi in skozi sem bila v šoli ali pa pri prijateljci, pa malo betice, pa malo gor dol. Skozi smo se družila in so oni meni predstavljali res tako družino. In potem to zgubiti je bilo meni tako, oh my god, pač jaz zgubljam nek del moje družine. Pa sem se v prvem letniku ful zaštekala s temi prijatelji in vse. Sem se počutila sprejeto med njimi, ampak meni to ni bilo tako bistveno, ker tako nekako sem se spet čutila sama. Nekako doma nismo imeli tega, nisem se čutila tako sprejeto, kako ne rečem, tako, ne vem. Urša, kdaj si pa ti kot mama prvič začutila, da nekaj ni v redu? Spomnim se dogodka, prišla sem domov, nekaj časa mi ni bilo in sem prišla iz enega potovanja domov. In ko sem zagledala, v bistvu je šlo, da sem videla bolj za obliko, njeno obliko, telesna oblika je bila drugačna. Telo je bilo že kar dovolj, mislim, kar precej suho. In šele tukaj, v bistvu, ko se je na videz šele poznale, bile opazne stvari. Takrat prej niti ne, zato ker ona, tako kot je rekla, je bila zelo živahen otrok, zelo delovala je tako, tako da zelo sem nekako mislila, sklepala, da je pač res ta otrok pa s polno žlico živi life, v tistem obdobju, ker to je bilo res, to so oči so kar svetle. In nikoli ni nič niti kazala, niti nič vedela sem, da je bila pač težava, da so bile pač v šoli. Kasneje sicer je povedala težave, smo imeli v šoli s profesorji, ki je imela odločbo, ker nekaj nagajanja, nekako neprilagajanja, ampak je Nina kar nekako to tako, kar nekako sfurala, ni pokazala. No, potem pa, ko se je v bistvu res na telesu, na telesni masi poznala, šele takrat sem tiselarem, to pa nekaj ne bo okej, tako da ja, v živo se spomnim dneva, v živo se spomnim dogodka. Ja, je bil kar šok. Verjamem. Kar šok. In to je bil šele začetek, praviš, in kako je potem ves čas ta občutek nemoči, ko kot starš gledaš, pa ne moreš pomagati kljub temu, da želiš. Ja, najprej si jezen, se ti je to zgodilo. Potem seveda želiš, da bi se to zgodilo tebi, otroku. Potem je potem zelo težko nekaj časa, v bistvu, ker ne poznaš, ker ne veš vsega, nekaj prečitaš, ampak tisto je napisano, vse drži, ampak kako je znotraj določene osebe, stvar je čisto nekaj drugega, in nekih navodil ne dobiš. Tako da v bistvu skozi sam ali tipaš, kaj pa to zelo veliko, kot star seveda si želiš, da bo vse ok in narediš vse, kljub temu, da je veliko manipulirane strani te osebe, ne hote, zato ker pač tudi borba s to z neko svojo boleznijo, s hrano, tako da ja, predvsem ta nemoč, da si nemočen. Mislim, da ni hujšega občutka kot starš, ko priješ do faze, ko dejansko si nemočen. In potem ti ostane samo še, da rečeš, ok, meni osebno je to ostalo. Smeka, jaz nimam več orodij, ne vem kam, kako. Nimaš in potem edina stvar še, ki jo lahko predlagaš, ker sem jo jaz osebno predlagala, parkrat, da mislim, da je prav, da gre v ustanovo, kjer ji lahko pomagajo. Ker zelo si želiš na nek način, da otrok ostane takrat v bolnici, po drugi strani bi ga imel pa najraje pri sebi.
da ja ne rečem, da je bilo fajn, ker ni bila noter sprejeta ali da ni bilo fajn. Ne vem, včasih se reče, mogoče bi bilo boljš, če bi pač takrat imela možnost, pa da bi bila lahko noter v bolnici, ko so bile sprejete na pediatrijo, ne. Pa bi rekla, mogoče bi bilo pa prehranjen nekaj let, pa tudi nam, ali pa ne. Tako da vse z nekim razlogom je bilo pač očitno nam pot taka namenjena njej in nam. Tako da drugače pa predvsem ta nemoč je grozna, no. Iz katere danes verjetno črpaš pogum, da si tukaj? Ja, drži. Drži, predvsem pa to, ne, govoriti na glas o tem, ne bi smeli biti naroda nobenemu staršev, ne. In mislim, da bistveno lažje gremo čez to, če o tem govorimo, kljub temu, da pač osebam, ki imajo motnje hranjenja, verjamem, da jim ni všeč, sploh ne na začetku. Ampak je to en del terapije, en del moči, en del nekega olajšanja, ampak majčkeno lažje, malo lažje pa je, no. Nina, kako motnja hranjenja začne vplivati na čist vsakdanje življenje? Jaz sem malo šla iz ene skrajnosti, malo v drugo skrajnost, no, ampak večji del v bistvu je bila sama anoreksija. In kako dejansko vpliva, ne. Zdaj sem imela na začetku zelo rigiden urnik, takrat potem, ko v bistvu so me prvič sprejeli po tem, ko so bile na prvem pregledu, ne, in ko ti pač dajo neko diagnozo, dajo ti neki jedilnik, se drži, ne, pomagajo starši ti kuhati in to, sem imela res ene 8 let ali 7 let, v glavnem na ure vse, ma ne samo hrano, tudi kdaj se zbudim, kdaj telovadim, kdaj grem na sprehod, kdaj se učim. To so bile res ure in to, če sem šla, na primer, ne vem, smo nekaj 5 minut zamujali, to je bil katastrofa, to je bilo kričanje, to si ne predstavljaš, to je bilo pri meni res v nulo vse. In dejansko ti potem vzame ti to spontanost, vzame ti to voljo do življenja, ker že veš vnaprej, kaj boš delal, ne, in ni te sprostitve, ne. Jaz ne vem, da meni je zelo slabo vest, potem se usedem, pa gledam televizijo, ne, in če bom že to delala, pa moram v tem dnevu ful veliko narediti, ne, in ti vzame to, da si lahko malo spočiješ, da si lahko malo to, kar si, ne, da se lahko malo družiš, da moraš vedno vse vnaprej vedeti, no, se mi zdi, da tako ubija pol človeka, ne, noben ne mara neke pretirane rigidnosti. Super je, da imaš nek urnik, vse super pa fajn, ampak vse v mejah normale, no. Tako da to, pa predvsem tudi tako, užitek do hrane, ne, hrana je res tam, pač odnos, ki ga imaš ti do hrane, je tako res ke pes in mačka, no, ke se ne razumeta, ne tista dva, ke se. Ampak tako, zelo je v bistvu, tako je najhujši del ti je predvsem to, no. Kot tudi, ne vem, meni se zdi, da tako, nič v življenju ne moreš točno predvideti, to vsi vemo, ne, in ti pri tej motnji pa v bistvu hočeš ne vedeti, ne. Nočeš tega nevedenja imeti vnaprej, ne. In je predvsem pa nek strah, tudi, bom se spremenil, pa zdaj sem si tako všeč, ne, ker na začetku ti sam sebe ne vidiš tako, si dejansko jaz na začetku sebe, lahko rečem, da se zdaj 3 leta mogoče vidim, tako, ko sem bolj drobna ali pa to, jaz sem bila vedno vse, pač tekom teh 9 let, vedno v neki podhranjeni coni, ne torej na meji, ampak v podhranjeni coni, pa se šele 3 leta vidim mogoče, da sem dejansko taka, kot sem. In je ful težko potem, ker si tako, pa jaz sem si zdaj tako všeč, oziroma si nisem, ampak sem si, ne. Ker si nisi všeč, ampak tako, živiš v nečem, ki ti pač ni fajn živeti, ampak pač živiš, no, tako se mi zdi, da ja, vse se spremeni, no, vse, pač, jaz sem bila ful, ne vem, ful sem se družila, pa jaz se nisem družila pač 5 let nič, ne. Bila sem sama z 4 stenami in važno mi je bilo ali učenje ali pa to, ne. Lahko rečem, da mene je dosti reševalo tudi v bistvu samo šolanje, ker sem se pol čisto vrgla na šolo, ampak res potem v neko skrajnost, ne. Zdaj pa, če bo 10 super,
ali pa 5, ko sem bila v gimnaziji, ampak če bo 4, pač se bom pa maltretirala. Ne. Tako da se mi zdi, da se ful življenje spremeni. Ne. Jaz sem bila tudi omejena naprimer na telesno aktivnost zaradi pač same telesne teže in meni je bilo to tako. Ne. Mi smo cela družina je bolj športna, ne, in seveda v času anoreksije, motnje hrane, sem to še pospešvala, ne, še povečala, ampak tudi tako, to je bil del mojega življenja že od otroštva. In zdaj, ko ti nekdo reče, pač tega ne smeš, pač življenje se ti spremeni, ne, pač spremeniti moraš to. V glavnem se mi zdi, da sem čisto nekaj drugega postala, no. Tako, Nina, so kakšne taki signali oziroma dejanja, ki si jih ti počela, ko si prikrivala to bolezen, pa bi morda pomagali nekomu, da jih zdaj sliši, da jih prepozna? Ja, predvsem kaj je, ne. Prvo, kar je tako, jaz sem takrat ful povečala telesno aktivnost. In smo bili tako, okej. V bistvu sem igrala in odbojko, potem sem šla teč v največji vročini, poletje je bilo takrat, ko se je malo začelo, pa sem jo še malo telovadila, ne. In seveda sem hitro zgubila na telesni masi, ampak tudi posledično, ker nisem dovolj jedla, ne. In starši so nekako to kar zagovarjali, pa saj se pa veliko, ne, giba zdaj, pa giba, ne. Mogoče ta prvi, ne, da nekaj greš res v zelo veliko pretiranost. Absolutno telesna aktivnost je vse fajn, ampak če vidiš, da neka oseba včasih res tega ni delala in zdaj dela to res v zelo nekih velikih količinah, mogoče si malo bolj pozoren. Druga stvar je predvsem sprememba v bistvu tako karakterno, no? Da je bolj oseba vzkipljiva, da se hitreje razjezi, da je bolj žalostna, manj ima energije, zaradi tega, ker seveda, ne, če oseba ne je, ali pa je sprememba pri prehrani, ne, vse to pozna, ne, pač na nekem njegovem razpoloženju, mišljenju, slabše je komuniciranje, tudi zelo težko si zbran, to se zelo vidi. To in pa predvsem mogoče tudi, da se sam vase zapira. To je ena izmed takih ključnih stvari, no. Ker imaš ti preveč, se moraš ukvarjati s tem, kaj boš jedel, koliko ima ta kalorije, ne vem, a lahko to pa to pojem, ne. Da ne moreš ti še preveč drugega razmišljati in ti ni do druženja. A ne? Zdaj, če si starejši, tudi libido se spremeni, menstrualni cikel je en sicer vidik, ki so ga dali zdaj stran, a ne, od neke diagnoze, pač diagnostičnih kriterijev, zaradi tega, ker je vedno več fantov, a ne. Ampak tudi to, tudi pri fantih se mi zdi, ta izolacija je ena izmed takih stvari in pa tudi mogoče zdaj pri bulimiji, pri to zapiranju v WC, ne, ali pa pogosto, naprimer, po hrani jeti na WC, vse zaklepanje, ne. To so eni taki znaki, ki so zelo taki, moraš biti mogoče malo bolj pozoren, lahko je nek znak signalni mogoče, ne. Ja, pa recimo v družbi sovrstnikov. V družbi sovrstnikov iz vidika... V smislu kakšnih trikov, ne vem, kako prikrivaš, da ne ješ... Ja, v bistvu tako, kot velikrat je ta neka dieta, ja, pa zdaj jih malo hujčam, ne, ali pa si sabo prinašaš, pa v bistvu si kao prineseš, ampak pa to, ne vem, stran vržeš. Gledaš malo, kaj kupaš na kakšnih avtomatih, ne, kaj tazga. Ali pa rečeš, jaz vem, da sem velikrat rekla, naprimer, jaz sem si lih kosilo naredila, ne, lih sem dobro pojedla. Ko so oni prišli domov, jaz sem vedno lih dobro pojedla, ne, da ne ješ pred njimi, ne. Ali pa če že ješ pred njimi, kaj ješ, oziroma ali pač potem to bruhaš, ali pač na nekak drug način daš ven, ne, ampak to je zelo... tako kot ti mami že prej rekla, zelo veliko manipulacije tudi strani samega sebe in predvsem drugih, ne? Kako bom jaz zdaj to, da bi oni res mislili, da sem jaz jedla, ne vem, a si bom krožnik malo umazala pa dala, ne, to je bilo res, mislim, se mi zdi, da si v tisti fazi pripravljena res to, če zdaj nazaj pogledam, si rečem, oh my god, a ne, in seveda tudi strani vrstnikov na ta način, a ne. Ker danes se mi zdi, da je to zelo tako. Jaz si na dieti, ne, vsi bi nekaj hujšali, vsi bi bili mal. Se mi zdi, da je to bolj ima nek pozitiven, a ne. Tudi, naprimer, ful velikrat rečejo, joj, kako dobro izgledaš, ko si malo shujšal, a ne.
To nam je kar tako kot neka pohvala. Ne? Ja, ampak to nam ne bi smela biti pohvala. Ne? Se mi zdi, da je iz vidika vrstnika ni tako težko skrivati to. Oziroma ni to tak ful teži se še opaziti. Prej boš neko pohvalo dobil, če se bo neka videz spremenil, ker to je le prvi znak. To, da si vzklipljiv ali pa to vidi nekdo, ki je dalj časa s tabo in to večinoma niso lih tvoji vrstniki. Razen, če te kdo tako pozna. Se mi zdi, da vse lahko veliko pripomorejo, ampak se mi zdi, da imajo večkrat lahko pripomorejo pri tem, da nekako oseba misli, lahko pa je vse v redu to, kar delam. Preko, kar da bi hotel delati nek znak, pač to ni v redu. Torej, bolezen dejansko, potem, kar slišim, prevzame nadzor nad tvojimi mislimi, nad dejanji, postaneš druga oseba. Ja, v bistvu tako bom rekla. Jaz sem vedno govorila, dobesedno prevzame nadzor. Ampak mi je ena potem psihiatrinja lepo rekla, ni v bistvu, ne vzame nadzora nad tabo, na tvojem življenju, ker ga lahko ti operiraš. Ampak je res, da do neke mere absolutno ja. In lih tukaj je tudi ta meja, a midve govorive o neki zdravi telesni aktivnosti, a midve govorive o motnjah prenajedanja ali motne hranjenja, ker pač ni isto. Naprimer, da je nekdo neki na dieti, malo hujša, gor, dol, Vsi imamo to, vsi se malo prenajemo, a se preveč najesi, moraš odpeti hlače in to. Ampak, ko pa vemo, da gre v motno hranjenje, pa res, ko v bistvu dejansko je pač preokupacija s tem, oziroma to, ki je močna ta bolezen, da ne more oseba normalno funkcionirati brez nje. Torej, da neke osnovna dela, ki jih imamo mi, ne vem, začnejo biti problem. Torej, samo hranjenje, nekaj, kar bi moglo biti absolutno normalno, postane del tvojega življenja. Sama družba, druženje, naprimer, hormoni se spremenijo. Torej, takrat potem veš, da prehaja res v to bolezensko stanje in isto je to. Takrat absolutno prevzame tvoj nadzor. Ker se ti ne zavedaš, ti si toliko v tem nekem ciklusu, bom temu rekla, oziroma toliko si vpet v tem, da prevzame nek nadzor. Bistveno večji nadzor ima bolezen in pač ima motne hrane, lih takrat govorimo to pa zdaj je od tukaj naprej pa govorimo o bolezni. Ker ne veš točno, kje je meja. Med tem, da pač jaz hočem malo shujšati, da hočem malo zdravo jesti, ali pa med tem, da je to dejansko pač moti moje osnovno funkcioniranje. Kaj je bil najtežji trenutek na vajini poti? Urša? Mislim, da vsak odhod mogoče vsak odhod v bolnico, sigurno. Predvsem pa moj najtežji trenutek, bom rekla, to, da sem dostikrat po noč hodila v sobo gledati, če se bo zbudila zjutraj. Nina, pa tvoj najtežji trenutek? V bistvu eden izmed najtežjih, tako se mi zdi, da res vsak, iskreno, ne vem, če to kot hod v bolnico, jaz sem bila sicer 2-krat hospitalizirana na enotah za motnje hranjenja in ta hospitalizacija je vedno se začne v bistvu, da sam imaš željo do tega. Tako da v bistvu te 2 hospitalizaciji sta bile tako, prosim, da me bo sprejel, ne me čim hitreje sprejmejo. Prepozen se seveda odločaš, je čakalna vrsta, hvala Bogu sem imela jaz kar dost nekih točk, sem dost hitro prišla, sploh v ta prvem sem zelo malo čakala, v ta drugi pač malo dlje, ampak sem dokaj hitro. Kakšna pa je ta čakalna doba? Ja, čakalna doba je drugače 1 leto plus. Čakalne dobe, ker je to edina ustanova v Sloveniji, razen pediatrične in potem za mladostnike, je to zelo, zelo dolga čakalna doba. In pa vedno moramo, da zdravljenje tam je pač 3 mesece plus. 3 mesece plus, kar pomeni, da tudi pač preden se sprazne spet mesto. Je to ziher pol leta naokoli.
In je po drugi strani pa tudi ta čakalna vrsta, da se res pokaže disciplina, ker ti ne moreš zdraviti to bolezen, če oseba ni disciplinirana. Ne? Torej, če so oni želeli, da grem jaz v bolnico, tako mami velikrat reče to prvič. Jaz takrat nisem bila pripravljena se zdraviti mami. Kar pomeni, da to ne bi bilo tako uspešno. Ne? No in v bistvu mi te dve nista predstavljali to grozne, kakor ta zadnja izkušnja, no, kjer je bila hospitalizacija v bistvu v polju. Ne dolgo časa nazaj, to je, ne vem, če 1 leto nazaj, a ne? Pol leta. Ja, dobre pol leta med poletjem, no, tukaj res na zaprtem oddelku, kjer v bistvu pravijo tudi, če tukaj pristaneš, a ne, potem je to neka najnižja točka. In takrat sem bila tako res, oh my god, ne, kje sem jaz? Ker Kaj pa se je dogajalo? V sami bolnici ali tako? Razlog, zakaj se je to, oziroma kaj je pripeljalo do te odločitve? Ja, nekako sem bila res telesno na najnižji točki. Tako da je bila tako hospitalizacija kar nujna, ker so bili moji elektroliti taki, no, da sem bila na urgenci zelo veliko časa, predvsem zaradi pač bruhanja, bulimije in pa tudi potem same nizke telesne mase. Poletje je bilo še dodatno, sem zgubljala. Tako, ne, ker moramo vedeti, seveda organi ne delujejo normalno v takem stanju, da si ti tako podhranjena. Ne. In takrat v bistvu je vse privedlo do tega, da pač se res borim za življenje. Ne. In ker ni druga hospitalizacija točno tako, ne, kot sem prej rekla, ta traja 6 mesecev, preden bi jaz noter prišla, je bila pa hospitalizacija nujna. Sem seveda pristala potem na tem oddelku, kjer pristanejo vsi, če si življenje ogrožajo. Ne. Pa bilo, ali se gre za pač to neko samomor, ne, ali gre to za pač neko druga duševna stanja, ne, je to le duševno stanje, ne, duševna bolezen je motnje hranjenja in ja, in v bistvu so me sprejeli takoj, ne, oziroma ne čisto takoj, najprej sem bila na urgenciji 2 dni, tako da so se elektroliti tokaj pozdravili, ne, da me sploh lahko potem brez nekih cevi dajo v bolnico, ne, nekih cevk in potem sem bila tam, sem bila sicer 14 dni, ne neki pretirano veliko, ampak najboljša pa najslabša izkušnja, tako bom rekla, no. Ampak absolutno najtežja izkušnja, no. Ker res se zavedaš, da si prvič tega ne želiš, oziroma ti je sam grozen, da si sam sebe do tega pripeljal. Vsem pa veš, da ko bo šel ven, to ne bo še konc zate, a ne? Ampak da res nočeš še enkrat biti v tej situaciji. Tako da mogoče to, ja. Kaj pa bi rekli, kdaj pa se je začela pot navzgor, če je bil to recimo najtežji trenutek, to, kar sta podelili, a ne? Kdaj pa lahko ocenita vsaka zase, se je po vajinih izkušnjah, mnenju začela pot navzgor? Jaz mislim, da po drugem zdravljenju. Takrat v bistvu, ko se ona ta drugič sama želela, ker tako je rekla, ne, ta prvič je bilo res, da smo si mi želeli, zato, ker nam je zmanjkalo orodja, ne. Mislim, orodja zmanjkalo, nismo več vedeli nekam, nekako, ne. In v bistvu, kakor si želel, da gre tja noter, pa hkrati ne. Mislim, da ta drugič, po drugi hospitalizaciji na EMH-ju, ko je bila njena želja in ko je začela v bistvu lupati, rečemo, kot čebula, ne, ki se je začela odpirati, ne, in iti v svojo globino. In takrat, ko je pač prišla domov, v bistvu konec zdravljenja, ne, ko je prišla domov, ko smo se usedeli in ko je pač začela govoriti o stvareh, ne, ker je bila tudi nam precej bolj več podatkov dano iz njene strani in smo nekako približno vedeli, kako pa kaj stvar je bilo boljš, tudi fizično bila sposobna iti na sprehod, ne, z nami, tako na nek normalen, mehen sprehod, ne govorimo o nekem fizičnem naporu, ne. Ampak to ni trajalo, to ni bilo potem konec te poti, ne. Ni bilo zdaj pa je to ok, zdaj pa bo, ne.
Tako da potem se je spet neka nova pot začela. Ampak ja, kle se mi zdi, se je začela odpirati in brskati po sebi in je bil še kdaj, seveda tudi ups and downs, a ne. Ampak ja, kle se je začel, se mi zdi, da je bil ta, ko smo počasi začeli po tej strmi poti do nekega, osvojiti nekega vrha, no, hodati. Ja. Nina, pa tebi? Ja, v bistvu bi tudi približno kaj takega rekla, mogoče. Absolutno pa ja, tako kot bi pa rekel nekdo, kako pa je bila pa zdaj najhujša točka nekaj časa nazaj, zaradi tega, ker je bilo vedno vzponi in padci, a ne. Ampak se mi zdi, da prvi priklop, da smo sploh lahko mi naredili 5 korakov naprej, je bilo predvsem to, da sem jaz bila bolj sposobna govoriti z njimi o tem, določene stvari povedati, lej, ne mi da denarja, ker pač, ne vem, ga bom zapravila, ali pa dajmo, ne vem, prosim bančno kartico mi glejte, ne. Takrat pač sem vedela, da pač to ne moram. In sem končno priznala, ker prej je bila pa skozi manipulacija, ne. Ja, ampak rabim ta denar, ne. In če bom jaz njim to povedala, mi bojo to omejili, ne. In v bistvu prvič, ko si tako, ok, hočem si pozdraviti, hočem njihovo pomoč, je bistveno lažje, ne. In tudi ni malo povedati, se mi zdi pa, da tudi zelo veliko je pomagalo to, da so oni se malo bolj zavedali, ne. Da to res ni sam prehrana. Da tukaj ni pomemben, a jaz jem. Ker jaz sem takrat jedla 5 obrokov, pa pač ni štimale, stvari niso štimale. Pa ne gre za to, da sem bruhala, ne gre za to, da sem se pretirano s telesno aktivnostjo ukvarjala, ampak jaz sem bila tudi ful živčna, a ne, zelo velik je ta stres pobral in enostavno pač ni bilo dovolj. In se mi zdi, da tudi, kaj ni bilo tako malo več bolj razumljivo, kaj je motnje hranjenje, s kakšnimi težavami imam, kako se jaz bojim, je bilo tudi malo lažje, ne. Tudi meni z njimi govoriti in to je bil se mi zdi, ta točka, ja, kjer smo počasi lahko šli, a ne. Tako se mi zdi, da sem bila jaz, predvsem po drugem zdravljenju, psihično močnejša. Ker pri prvem zdravljenju je bila telesno problem, psihično jaz nisem bila, a ne, pripravljena kaj narediti, pri drugem zdravljenju sem bila pa jaz, da sem šla v bistvu, je bil vzrok, da sem bila jaz pač takrat pa res na dnu, ne telesno, ampak psihično, a ne. Takrat je bilo res, bi lahko rekla, mogoče zdaj, če tako malo vzamem, mogoče celo še najtežji trenutek, no, kjer pa res nisem videla smisla v življenju in je bilo tudi samomorilne misli, a ne, v tistem obdobju. Tako da mogoče je bilo to še težji, kot to zdaj na psihiatrični, ampak ne bi mogla kolapsati, no, kaj je bilo. Ampak se mi zdi, da v takrat vsem kljub temu, da padem globoko, je neka večja moč in želja po tem, da grem ven. In je zato se mi zdi, da tudi ni malo lažji. Tako bi rekla tudi tam po mojem, ja. Kaj bi si pa želeli, da bi okolica, recimo, ves čas te poti, na kateri ste mi povedali, da še vedno pravzaprav ostane, da bi razumela, ali pa bolj razumela? Jaz, no, iz mojega vidika, predvsem mene, kar je najbolj bolelo, se mi zdi, ni bilo toliko obsojena mene, ampak predvsem staršev. In se mi zdi, da kakor mi je bilo kdaj bed, zaradi tega, ker vem, da tudi jaz sem pa delala pač seveda s psihiatrom zelo dolgo, ne, in sem videla, da dejansko neki vzorci so tudi, mogoče, da sem jih jaz čutila, da sem bila nezaželena iz njune strani, ali pa da kaj ni štimal, ne, ali pa čeprav vem, da tega nista hotela, ne, pa imam sestro, a ne, in ni imela ona tazga občutka, ne. In mene je predvsem to bolelo, da sem mogoče kdaj pretirano rekla tudi sestri, a ne, ja, pa sem se hotela zgledovati po tebi, ne. Ali pa me nisi hotela imeti zraven, a ne. Kada da si mi dala občutek, pa si ti kriva, ne. In v bistvu mene je zelo bolelo, da so tudi drugi tako zelo velikrat, tako kaj rekli, kot slaba mami, slaboče, ne. Vaj ni bilo, ne, vam sta babi pustila, da paz otroka, ne. Ja, mogoče sem kdaj jaz tudi kaj tazga, tako kaj rekla, pač, da sem bila bolj na babi navezana, ne negativno, ne. Daleč stran od tega, da pač me nista imela rada, ampak mogoče jaz to nisem znala dosti dobro čutiti. A ne, in se mi zdi, da meni je bilo najtežje to, no, da se mi zdi, da je ta okolica bila predvsem zelo veliko obsojanja, ne toliko
mene ja, ampak ne tako posredno. Mene bolj tako iz zakota, ne, pa tako drugim, ne. Medtem ko pa njima, pa se mi zdi tako, da zelo velikokrat sem čutila neko sojenje in mi je bilo to še toliko težje, ker tako, ne, pač ne, nista slaba starša, ne. In ja, no, se mi zdi, da to, da kdaj, ne vem, so se preveč so gledali tako, preveč je lahko reči, kaj pa bi, ne. Pa jaz bi svojega otroka videl, ne. Pa kako nisi videl, da ti hira, ne. Ja, ma ne vidiš, ne. Prvič si hočeš malo zakriti, ne. Ker je težko to za starše, za vse, ne. Bolj mogoče to, no. Bolj to. Jaz sem vedno nekako razumela tako, razumem, da ne razumejo. Me je bolelo, ampak razumem, da ne razumejo. Medtem ko pri starših je pa to ful težko, ker si tako, oh my god, kako ga ne razumem. A ne, in pa ti še drugi govorijo, kako si grozen starš, ne? Grozen starš, ne, in se mi zdi, da je to zelo, da je to tudi eden izmed glavnih vzrokov, zakaj sem jaz mami, ko je pač predlagala tako, da bi govorila o tem, sem bila tako, želim. Lizar tega, kar se mi zdi, da se čist premalo poudarja, ne koliko sem jaz sam pač kot Boga, ampak koliko je njim to težko, ne. Mislim, tako da no, mogoče to iz neke okolice. In ravno to je najverjetneje tudi razlog, da ste ustanovili društvo za pomoč svojcem, ki v bistvu moj namen prav to. Mami je imela tako zelo lih iz tega, ne, tudi ko sve same, tako kot v bistvu na začetku, ko so razvijale te zgodbe, v bistvu malo na začetku opisuje v neko najno začetek. Na kratko je prav to, da mogoče tudi ona dva starša nista bila zložna, ne. Pa ne, da se ne bi tako nekje razumela pretirano, ampak gre za to, da oče se je nekako umaknil, ker mu je bilo to težko, ne. Zelo, in je pač nekako verjel, bo mami boljš to handlala. In na začetku je bila mami res kar nekaj časa sama, ker je bilo njemu zelo, kakor je hotel pomagati, ni vedel kako. In je bil tako, oh my god, bo že se umaknem, ne, ker ne razumem te bolezni, in bo že ona handlala boljš, ne. Češ, da ne bom jaz še poslabšal situacijo, ne. Ampak pol biti samo tem je pa še ful težko, ne, še toliko težji. In se mi zdi, da prav to, ne, ta nemoč in pa si še sam in jaz se nisem dobro razumela sestro takrat z očijem, ne, kako v bistvu biti še ta most, ta lepilo, da bom z njih skupaj lepla, da jih bom pa še ona, da se pa midva razume dobro, ne. In v bistvu je bilo veliko tega samote, ne, kljub temu, da je meni in babi in dedi, vsi so hoteli pomagati, ampak enostavno, če ti ne sprejemaš tega, je težko. In se mi zdi, da predvsem glavno nam je bilo pol tako, da bi tukaj rabila nekoga, da bi se tudi oni lahko oprali. Nekoga, ne sam neko terapijo, nekega zdravnika, ne, ki ti on pač pove, ampak tako, ne vem, neko družino, ki je šel čez to. Ki ti saj mal pove, tako pa tako je, ful bo težko bo, ampak ustraj, a ne. Kdaj se mi zdi, da rabiš neka prijatelja, ki se izpoveš. Ker to je zelo take težke teme tudi za neke prijatelje. In kdaj tukaj res vidiš, kdo ti tudi obrne hrbet, ker ti kdaj kakšen obrne hrbet. Ne? Tako kot meni, kot prijateljci, ne? Tudi njim, ne? Kot staršem, ne? Kot staršem, ne? Tako, koliko je res prijateljev, ki ti bo res obtežki, ker to so res težki časi. To si težko predstavljaš. In se mi zdi, da ko je mami prišla na to idejo, no, sem bila tako, absolutno ti bom pomagala v tem, ne. Torej, prinesli sta tudi brošuro, podporna skupina U in N, katere cilj je ravno to, kar si omenjala, ne, se pravi nuditi podporo svojcem osebe, ki ima težave, ne, oziroma ki ima bolezen. Srečujete se kje? Kako pogosto? V bistvu srečujemo se v enem prostoru na Poljanski, Uršinemu bistroju, trenutno imamo tam prostorček. V Ljubljani je to, ne? V Ljubljani, ja. Manjši prostorček, kjer v bistvu smo kot neka
družinica ali gre za to, da prideš, poveš, kako se počutiš brez obsojanja, lahko tudi nič ne poveš. Lahko šera zgodbo, lahko ne. Neka opora, da v bistvu nisi sama, ne? Da smo kle, nas je več. In da, ja. In ta srečanja so brezplačna, sem videla? Srečanja so brezplačna. Je pač vedno objavljen tudi datum na socialnih omrežjih. Kako se imenuje profil oziroma stran, kjer lahko poiščejo datume? Tisti, ki bi jih zanimali se pridružiti tej podporni skupini? Podporna skupina. Ja, podpora podčrtaj UN. Ja, držav. Urša in Nina. Ja. Podpora podčrtaj UN. Ok. V tej brošurci imate ful dobro napisan, kaj je glavni moto skupine? Ja, v bistvu absolutno to, ne, da pač res prisluhneš osebi, ne, da ne obsojaš in potem tudi odgovoriš, oziroma ne v smislu, da zdaj pa, tako kaj je rekla, ne, lahko je oseba tiho. Sej tišina tudi nekaj pove. Ne. Gre samo za to, da pač poveš, če imaš nekaj za povedati, drugače lahko tudi si enostavno samo poslušaš, si tam, ne, mogoče kaj odneseš, se malo sprostiš, vidiš, da nisi sam. Predvsem tukaj, ne, mami so zelo velikrat potem, ker tako kaj je rekla, ne, mami je zelo veliko potem tudi govorila o tem, kdaj sem jo jaz bremzala, pa sem rekla, mami, daj prosim, vsem pa res ne govoriti o tem, ker meni je narodano, ne. Bilo predvsem, no, se zdaj mi je bistveno lažje, prvič res tudi takole, javno bolj, ampak je govorila o tem, ni bilo toliko narodano, ne, kljub temu, da je vedela, da je lahko nekdo obsoja, ne, je zelo hotela pač govoriti, ker je bila vedno tako. Želim, da to vejo, mogoče komu pomaga, ne, tudi meni je lažje in so je zelo veliko tudi kakšni, ki so je pol poznali, klicali, ne. A bi Nina z vami govorila, ali bi Nina z mojo hčerko govorila, ali bi lahko vi z mano govorili, ne. In sem jaz ful velikrat s kakšnimi puncami govorila in sem jim dejansko pomagala. In potem so bile tako, ok, očitno je ljudem to pomagalo, ne. Ker res je dosti veliko so jih klicali. Ko so videli, da pa so v enaki situaciji in pa so bile tako, očitno to ljudje res rabijo. Tako da ja, to nam je nek moto, absolutno pa glavno pač prisluhni in ne obsojaj. In dej pa jim povej oziroma, ne vem, deli neko svojo izkušnjo, če želiš, ko boš pripravljen, torej ni nek pritisk, ko boš, če boš, super, če ne boš, tudi super. Kaj bi pa rekla nekomu, ki se danes bori, recimo z motnjo hranjenja? Osebi z motnjo hranjenja bi predvsem rekla, da si dovoljati iz tega ven. Tako bom rekla, tako mi je kar težko, ko to rečem, ker vem, da po eni strani sem še zmeraj sama o tem. In kolikor si hočem reči, pač Nina, naj te ne bo strah, ker te čaka boljše življenje, me je strah, a bo res boljše življenje. Kljub temu, da če bi me nekdo vprašal, pa v tem res čisto uživaš, ne. Ampak je to neka taka cuna. In v bistvu, kar bi mu predvsem rekla, je, da ne sam sebe obsojati. Predvsem ne si, da ti imaš krivdo in boš imel ful veliko. In jo imam jaz še zmeraj in je to 10 let z mano in mogoče bo še dolg časa. Ampak predvsem, ko pride si reči, ok, ampak se trudim. Kljub temu, da vem, da kdaj uporabljam zelo veliko manipulacijo, da še zmeraj kdaj se prav trudim, da ustrajam v tem ciklusu, ampak se trudim. Da ne obupam in da si sam človek. In da si pač res nisi sam tega zbral, da je vseeno to bolezen z nekim namenom, beseda bolezen. Zdi, da je to najtežje sprejeti. Urša, pa ti, kaj bi ti rekla staršem ali pa svojcem osebe, ki jo je ta bolezen poiskala? Da je težko res, ampak ne obupati, ne obupati in biti tam,
biti tam. Da nismo fulali, ne. In da ni nič narobe s tem, tudi če smo. Tako da, in da vedno po vsakem dežju posije sonce. Ja. Izjemno težko ti je to govoriti, že ves čas pogovora vidim, da si na robu, Ja. s tabo jaz na momente. Ja. Nina se drži kot prava levinja. Ja. Vse delimo, se mi zdi, da imam kar stalno en Ja. smok. No, je kar... Ja, vedno malo podoživljaš neke stvari ob takem pogovoru in se jih spomniš, pa si rečeš, ne, mater, sem bila kar dobra, da sem šla čez to, ne, tako kljub temu, da je bilo težko, ne. Ti je pa vedno kot staršu nekako malo hudo, si rečeš, raj bi šel jaz čez to kot otroka, ne. Tako nekako, kdaj sem rekla, ne, mi je žal, ki je zamudila neko obdobje življenja, ampak vem pa, da jo čaka sigurno še boljši, ne. Tako da, ja, to, no. Je še kaj, kar bi dodali, vidve sami, pa nisem vprašala, pa bi bilo pomembno slišati. Jaz bi dodala, da v bistvu kljub vsem z tej strmi poti nam je pa ful veliko enih stvari dala, ki so nam naprej čisto samoumevne, ali smo pa na njih pozabili, ne. Veliko več komuniciranja, kazanja čustev, prisluhniti drug drugemu, si vzeti čas drug za drugega. Da tudi, če se kdaj nismo okej, da s tem ni nič narobe, ne, da pač smo le ljudje, ne. In veliko bolj mislim, da smo znali začeti ceniti, ker smo skupaj, ne. Tako da ja, predvsem to, no. Predvsem to, da gledaš stvari čisto drugače, da malenkosti bistveno bolj štejejo, ne. In ta čas drug za drugega. To, no. Ne vem, bi ti še kaj dodala? Ja, v Še bistvu kaj mogoče res spustila? ta, kot prvo paleta čustev, ko jo spoznaš, a ne. In da je v redu, da imamo ljudi vse palete, a ne. Res vse, a ne. Od veselja pa do jeza, ne glede na to, je fant ali je punca, pač, da je vse sprejemljivo in da je treba, da je tako, ne. In da se dovolimo, da pač smo vsi v družini to kažemo, ne. Da ne zakrivamo, da je vse v redu, če pač ni. Oziroma, da je v redu tudi, ko ni v redu, oziroma, da je to super, ko ni v redu. Kdaj? Ker veš, da si lahko kdaj tudi kaj zafrknu, a ne, pa je okej. Predvsem to in pa od mene, predvsem kako jaz, kar sem tudi dobila, zelo drugače gledam na vse ljudi, tako bom rekla. Zelo vidim ljudi, čeprav nisem bila nikoli oseba, ki sem obsojala na prvi videz, sem videla zdaj, kdaj res iščem, zakaj je človek res naredil to, kar je. Zakaj je rekel to, kar je. Kaj je tisto ozadje? Ker verjamem nekako, da je razlog za vse. Ozadje, zakaj človek tak je, zakaj se tako odloča, da ima vsak neki svoje ozadje, ne, ki ga ne poznam. In se mi zdi, da v bistvu sem tekom tega to zelo še toliko bolj spoznala, da res ljudi absolutno drugače gledam. Kot pa tudi to, ja, da v bistvu nam ni prinesla sam slabo, a ne. Še vsem pa, če bi se dal priti na tak, a ne, na drugačen nivo, bi pač to tudi lepo podpisala. Ampak, ne, pravijo, da se nagrada skriva težja, ko je pot, večja je nagrada, a ne, tako da in to se mi zdi, da vsem kar drži. Super, meni se zdi res pogumno od vaju, da ste delili zgodbo. Vem, da ni bilo lahko. In ta iskrenost, s katero sta jo povedali, se me je res večkrat dotaknila.
In še bolj kot prej verjamem, da podpora in pogovor lahko rešujeta življenja. Zato bi pozvala vse, ki poslušate ta pogovor ali pa ga gledate, da delite vsebino s tistimi, za katere menite, da je fajn, da ta informacija pride do njih in da ta zgodba, jaz si bom rekla, zgodba o uspehu in pogumu doseže čim več ljudi. Nina in Urša, hvala. Ja, hvala tebi za povabilo. In pa ostali pa lepo vabljeni, da se nama pridružijo, če čutijo, da rabijo tako podporo in da smo skupaj in pač to je to. Hvala, bilo mi je veselje. Tako da ja, pridružite se nam. Tako da vabljeni, absolutno smo tam.